Dober dan, spoštovani dragi naši prostovoljci, spoštovani invalidi, Darko Ratajc, župan občine Slovenske Konjice, dragi današnji gostje. Dobrodošli med nami. Si lahko en aplavz naredite. Danes tukaj zbrani poznate tisti občutek, ko nekomu polepšaš dan. Občutek zadovoljstva, sreče in pristnosti, ko nekomu podarite toplo besedo, nasmeh, ko z nekom delite svoje znanje in ko si utrgate košček časa v svojem natrpanem urniku in ga namenite človeku, ki potrebuje pomoč. Ko se spletajo vezi v svojem bistvu tako krhke, a tako zelo, zelo dragocene. Kdo bo ta občutek bolje poznal kot vi, spoštovani naši prostovoljci, ki svoje prostovoljstvo upravljate z navdihom in navdušenjem? In kdo bo to bolje vedel kot vi, spoštovani člani invalidskih organizacij, ki ste takšne pozornosti in pomoči velikokrat deležni? In danes je dan, ki je posvečen prav vam. 3. decembra smo praznovali Mednarodni dan invalidov, ki družbo vzpodbuja k razumevanju invalidnosti, zavzemanju za dostojanstvo, pravico in blaginjo invalidov ter vključevanju invalidov v vsakdanje življenje. 5. decembra, torej jutri, pa je Mednarodni dan prostovoljstva, ko se vse organizacije, ki v svoje programe vključujejo prostovoljce, pokažejo javnosti z rezultati prostovoljnega dela. Nameni organizacij so različni, a vsi imajo podoben cilj: pomagati in biti deležni pomoči in vključenosti. O praznovanju k pozdravni besedi vabim Darka Ratajca, župana občine Slovenske Konjice. Spoštovane, spoštovani, danes smo tu, da v zaključku leta praznujemo in počastimo eno najdragocenejših vrednot naše družbe – prostovoljstvo. Prostovoljstvo je ena izmed najlepših oblik človekovega delovanja, saj gre za nesebično razdajanje časa, energije in ljubezni tistim, ki pomoč potrebujejo. Vam, kateri pa se pri tem razdajate, pa omogoča in utrjuje prepričanje, da je delati dobro nenazadnje tudi smisel obstajanja. Je dejanje, ki ima pomembno vlogo pri oblikovanju družbe in omogoča izgradnjo boljšega sveta, povezuje ljudi in utrjuje skupnosti. Zaskrbljeni opazujemo, kako se svet okoli nas spreminja. Je na volje. Vendar ena stvar ostaja nespremenjena. Prostovoljke in prostovoljci, s tem boste ostali srce in duša družbe. Prostovoljstvo ne pozna omejitev. Ni povezano z leti, povezano s srcem in z močno poudarjenimi obče človeškimi vrednotami posameznika. Ob tem je potrebno poudarjati pomen medgeneracijskega sodelovanja, pomoči, podpore in solidarnosti. Z vsakim prostovoljnim dejanjem širimo upanje in sočutje ter gradimo družbo, kjer je pomoč drugim vrednota, ki nas povezuje. Osebno se pridružujem vaši veri v prostovoljstvo kot ustvarjalno moč in priložnost za spoštovanje dostojanstva vseh ljudi, ne glede na socialni položaj, vero ali nacionalno pripadnost. In vse to z željo in namenom, da skupaj ustvarimo bolj human in pravičen svet. Današnje srečanje je priložnost, da se v imenu občine, občank in občanov, seveda v svojem imenu, zahvalim za opravljeno delo in za človeško toplino, ki ste v preteklem letu razdajali posameznikom v naši skupnosti, pa tudi širše.
Občina Slovenske Konjice je pod našim nazivom prostovoljstvo in invalidom prijazna občina. Kot župan se zavedam svoje odgovornosti, da prostovoljstvo in pomoč tistim, ki pomoč potrebujejo, negujemo, ter da zagotavljamo primerna sredstva za delovanje in razvoj. Ker se bliža konec leta, mi dovolite, da vam in vsem vašim članom, njihovim družinam, zaželim lepe praznične dni in srečo v letu, ki prihaja. Hkrati pa vsi danes tukaj prisotni želimo in pošiljamo skupno željo in sporočilo tistim, ki širjen sveta trpijo in predvsem tistim, ki so za njih trpljenje odgovorni. Naj se vojne vse končajo in nalačni kruha imajo. Hvala lepa in letošnji. Hvala županu. Na odru pa se mi bosta sedaj pridružila Anja Pustak in Damjan Planar, ki obiskujeta ure solopetja na Glasbeni šoli Slovenske Konjice pod mentorskim vodstvom Andreje Obrul. Zapela bosta Ljubezen na prvi dotik. Pomagam, sem te vprašal, preden si stopila na cesto. In ko si me prijel pod roko, se v meni prebudil je ognjenik. Koža je kožo sorodno iskala, Ljubezen na prvi dotik. S tvojimi si sploh ne predstavljam, kakšen obraz imaš, kakšno postavo. vendar dišiš po obljubljenih sanjah, tako da sem ti pozgubil glavo. Brez tebe je svet ves mrzel in bled. Brez tebe sem res brezupen bolnik. Dečko, pisal si mi na kožo, ljubezen na prvi dotik. To je ljubezen, to je ljubezen, to je ljubezen na prvi dotik. To je ljubezen, to je ljubezen, to je ljubezen na prvi dotik. To je ljubezen, to je ljubezen, to je ljubezen na prvi dotik. To je ljubezen, to je ljubezen, to je ljubezen na prvi dotik. Vedela sem, da je konec samote. Stisnil sem se pod tvoj dežnik. Dečko, pisal si mi na kožo, ljubezen na prvi dotik. To je ljubezen, to je ljubezen, to je ljubezen na prvi dotik. To je ljubezen, to je ljubezen, to je ljubezen na prvi dotik. To je ljubezen, to je ljubezen, to je ljubezen na prvi dotik. To je ljubezen, to je ljubezen, to je ljubezen na prvi dotik. To je ljubezen, to je ljubezen, to je ljubezen na prvi dotik. To je ljubezen, to je ljubezen, to je ljubezen na prvi dotik.
bila ljubezen na prvi dotik. Hvala Ani in Damjanu. Med nami pa v nadaljevanju pozdravljam naše osrednje gostje, predane prostovoljce, srčne posameznike, ki prihajajo iz različnih področij delovanja prostovoljstva oziroma tudi dela z invalidi. Z nami so Irena Vozlič-Stjepčevič, Špela Pučnik, Mirjana Kukovič in Ivan Mehle. Pa bova začeli kar z Ireno Vozlič-Stjepčevič. Zaposlena ste v Lamprechtovem domu kot direktorica, kjer se redno srečujete s prostovoljstvom in vnašate v življenja starostnikov obilo zadovoljstva. Je tako? Ja, lepo zdrav. Ja, Jerneja, res. Ampak zdaj moram malo se navezati na prejšnjo točko, ne? Damjan in Anja čudovito odpeto, kljub svoji oviranosti, ne? Potem sploh ne vem, zakaj mi kaj tarnamo, ne? Ko nam nič ne manjka, hvala Bogu. Ja, sicer pa vesela tehle obrazov, zato ker to so obrazi, ki jih tudi sama srečujem skoraj vsakodnevno in vedno na zadevah, kjer je pač prisotno prostovoljstvo. Sicer pa tudi v domu lahko rečemo, da ogromno stvari naredimo na dobrosrčni pogon ali pa na etični pogon. Ni vse zapisano v pogodbi zaposlitvi, pa je prav tako. Dokler bomo takšne inštitucije delale na ta način, bomo uspešni. Sicer tudi v domu redno deluje pri nas 11 skupinic za samopomoč, ki jih prav tako vodijo in izvajajo prostovoljci, v večini naši zaposleni, pa tudi zunanji, kateri smo zelo veseli, ko nam priskočijo na pomoč. Verjetno eden takih bolj znanih projektov ali pa dogodkov, ki se odvija že vrsto let, je naše vozičkanje z Rdečim križem Slovenske Konjice, ki dosega nacionalno raven prepoznavnosti. Potem so skupinice v smislu glasbenih ulic, pevske vaje, bralne skupine. Vse delujejo na ta srčni način in takrat so tudi rezultati najboljši. Ne? Tako da Lamprechtov dom je ustanova, kjer se dela veliko na prostovoljni način. Kot predsednica Sveta za varstvo invalidov se srečujete z društvi in organizacijami ter njihovimi člani, ki v veliki večini prav tako delujejo prostovoljno v svojih sredinah, ne? Ja, v bistvu Svet za varstvo invalidov pa je občinsko delovno telo, za katero sem bila v letošnjem letu imenovana. Moja predhodnica je bila gospa Lidija Pratnemer in verjetno tudi z nekim namenom, ne, se imamo župana tukaj vmes, zakaj ravno jaz. Mogoče je bilo v meni prepoznano to, da rada pomagam ljudem in tudi Svet za varstvo invalidov deluje na ta način, da združuje organizacije, društva, ker smo tudi občina po meri prijazna invalidom, ne, prostovoljcem, kar je gospod župan tudi prej omenil. In se srečujemo na tem svetu z temi predstavniki, s temi organizacijami, društvi in debatiramo o problematiki oziroma o izboljšavah, ki jih lahko kot občina naredimo, da bomo čim bolj naklonjeni, da bomo se čim bolj približali ranljivim skupinam. Mislim na vse vrste oviranosti tukaj, ne. Tako da svet sestavljajo zelo raznoliki ljudje z različnih področij, starostno in profesionalno, in pa enako je pa vsem to, da delujemo dejansko na prostovoljni bazi. In ne samo to, ste tudi članica izvršnega odbora Sožitje, kjer pomagate po najboljših močeh, da lahko članom polepšate njihova življenja, ki so sicer zaradi raznoraznih oviranosti zelo drugačna, lahko rečemo. Ja, tudi društvo Sožitje sem bila povabljena, verjetno spet kot to, da pač oseba, ki rada pomagam. Res je, v Sožitju se imamo zelo lepo. V Sožitju deluje na medobčinski ravni občine Konjice, Zreče in Vitanje. In zopet je to eno društvo, ki skrbi za tiste ranljive, konkretno za osebe v duševnem razvoju. In mi, ki smo tam kot neki organizatorji, kot člani izvršilnega odbora, pomagamo, da polepšamo katerega izmed njih teh oseb, ker sami sicer vsega ne zmorejo. In ko to delo opraviš na ta način, da pomagaš,
potem res ne rabiš nobenega plačila in je to zadovoljstvo, ko vidiš nasmešek na obrazu otroka ali pa nekoga, ki ima. To je največje možno plačilo. Sicer pa se mi zdi, da upam, da še je v šolah tudi tako, kot so nas nekoč vzgajali v šolskem sistemu. Če se spomnite, ko je sošolka zbolel, smo šli pomagati, smo mu nesli nalogo, pomagali. No, in jaz se spomnim, da že od 1. razreda naprej in celo osnovno šolo sem bila ena izmed tistih dežurnih, ker sem hodila pomagati, pa torbice nosila, tako da, pa tudi vzgajani smo bili v bistvu to, naredi kaj takega, da bo drugemu lepo, pa ne zahtevaj plačila za to, no. Tako da. Izjemno, izjemno lepo. En aplavz za naše prve srčne prostovoljke. Z nami je direktorica Mladinskega centra Dravinjske doline, Špela Pučnik. Tudi vi lepo pozdravljeni. Mladinski center Dravinjske doline ima pomembno vlogo pri spodbujanju prostovoljnih aktivnosti med mladimi. Saj je prostovoljstvo ena ključnih usmeritev, ki jih pri vas izvajate že celih 24 let. Ja, tako, to je res. V bistvu prostovoljstvo je aktivnost, ki je v bistvu srž delovanja našega mladinskega centra in mladinskega dela. Dejansko mi v 24 letih v bistvu večino programov sploh ne bi mogli izvajati brez pomoči prostovoljcev. In hkrati bi mogoče tu še dodala, da pri mladih se resnično vidi odziv na nekih prostovoljskih akcijah, nekih aktivnostih, da imajo res neka prizadevanja, da naredijo nekaj dobrega za skupnost. In na neki taki mikroravni v aktivnostih, ki jih izvajamo mi, dejansko lahko te spremembe zaznajo, jih lahko vidijo. In tudi če so to v bistvu neke take male stvari, menim, da je v bistvu pri mladih tudi prostovoljstvo neka vrednota pomembna, ki je še ostala. No. Zelo lepo. Tudi medgeneracijsko sodelovanje je zelo, zelo prisotno. Tudi Mladinski center Dravinjske doline in Lambertov dom zelo dobro sodelujeta, kolikor vem, ne? Ja, zdaj v bistvu v zadnjem letu smo še malo povečali nabor prostovoljskih aktivnosti in ravno razvijamo program Mladi za starejše. Tu se povezujemo tudi z drugimi društvi, javnimi zavodi, nekaj 3 akcije smo že izvedli, nekaj jih še bo. Drugače pa v bistvu neke ključne aktivnosti, ker se vključujejo mladi, pri nas so recimo krog znanja. To v bistvu omogočamo kot Mladi za mlade brezplačno učno pomoč pri predmetih v osnovni in srednji šoli. Potem ena naša klasična prepoznavna akcija je Žinkana, ker se tudi v bistvu povezujemo z številnimi drugimi organizacijami in vsako leto priredimo neko prostovoljsko akcijo in pomagamo za svojimi rokami, možganami in izboljšamo lokalno skupnost. Potem so še pa tudi druge neke mikroaktivnosti, recimo učna pomoč, računalniki, telefoni za starejše, to poteka vsak teden ob torkih pri nas. Potem programska komisija, vsebinska komisija in različne neke druge aktivnosti, saj pri nas v bistvu deluje to na tak način, da se mladi prostovoljci z neko idejo, z nekim projektom pri nas glasijo in potem dejansko to sami izvedajo in tudi še ostale prostovoljce pritegnejo k nekim aktivnostim. V sožitju v vaši hiši živite tudi z domom oziroma pravzaprav z društvom upokojencev Slovenske Konjice, tako da tudi oni vas vedno zelo, zelo pohvalijo. Same lepe stvari se slišijo o mladih, od starejših, tako da mogoče tudi kaj na to temo. Ja, to smo tudi mi izredno veseli, da dejansko sobivamo v istih prostorih, da je ta medgeneracijski prenos nekaj naravnega in jaz sem tudi izredno vesela vsak dan, vidim upokojence, smo v stiku z njimi, se pogovarjamo o nekih skupnih aktivnostih, pa tudi društvo upokojencev se na vsake naše prostovoljne aktivnosti vedno odzovejo in pridejo pomagati.
Krasno. Kot zanimivost naj povem, da je bilo v MCDD v letu 2020 zabeleženih slabih 2500 prostovoljskih ur, opravilo jih je 12 oseb, v letu 2021 še 600 ur več, opravilo jih je 13 oseb in v letu 2022 ponovno dobrih 2500 ur, ki jih je opravilo 11 oseb. Je še pa ogromno občasnega in kratkotrajnega prostovoljnega dela, ki na letni ravni vključuje še vsaj dodatnih 40 do 50 oseb, a teh ur ne beležite. Še kratek komentar na to, to so res zavidljive številke. Ja, to so res v bistvu ogromne številke prostovoljnega dela. Zdaj, letos smo v bistvu že do vključno oktobra, sem preverila, tudi celo presegli smo že čez 2500 ur in ja, beležimo v bistvu samo ure tistih prostovoljcev, ki se na mesečni ravni udejstvujejo več kot 24 ur. Tako da v bistvu to so neke številke, ki res povejo, kako živi skupnost mladih, pa ne samo mladih, tudi v bistvu starejših in drugih prostovoljcev, ki se vključujejo pri nas. Poleg tega pa ne smemo pozabiti še na mlade, ki se vključujejo v druge organizacije, recimo klub študentov, klub dijakov, taborniki, skauti, Leoklub. Skratka, res mladi so aktivni, so prostovoljci po duši in sem res zelo vesela, da imam tako široko ekipo v mladinskem centru. Še bo stal svet na mladih, ne? Čestitke tudi mladinskemu centru Bravinske doline. Hvala prvima dvema sogovornicama. Sledi kratek glasbeni predah. Lan Jurgel pod mentorskim vodstvom Matije Hozjana nam bo na kitari zaigral malo romanco. Lan, izvoli. Hvala Lanu, tale nežna skladbica je bila uvod v nadaljevanje našega pogovora. Mirjana Kukovič, lepo pozdravljeni. Pozdravljeni. Mirjana Kukovič je v prostovoljstvo vpeta vse od leta 1986. Zadnjih 20 let je prostovoljka pri Rdečem križu, kjer dela z ekipo prve pomoči občine Slovenske Konjice, ki jo tudi uspešno vodi. Sedaj pa naprej. Več kot 35 let prostovoljstva. Pa če se na kratko sprehodiva skozi vsa ta požrtvovalna leta, vam bo pomagala, če boste kaj spustili? Ja, že z začetkom mojega službovanja v podjetju Kostroj smo ustanovili ekipo prve pomoči, katere sem bila članica. Takrat smo hodili na tekmovanja in pa tudi
vadbe, da smo trenirali in tudi hodili na tekmovanja. Zadnjih 20 let pa sem članica ekipe prve pomoči občine Slovenske Konjice. Dosti hodimo na treninge, vadimo kot ekipa prve pomoči, tudi se udeležujemo raznih tekmovanj, kjer dežuramo, to so Planica, potem konjiški maraton v Škernu, kadar so tekmovanja. V času COVID-a smo z sekretarko in pa še z ostalimi člani ekipe prve pomoči dežurali v celjski bolnišnici, kjer smo pomagali. V času begunske krize smo tudi sekretarko in članicami dežurali v Celju in Gornji Radgoni. Potem smo tudi v času za poplave smo pomagali v Rečici in pa v Črni na Koroškem. Spustila evropsko prvenstvo v košarki, pa še verjetno, kaj bi se našlo, ne? Same lepe in požrtvovalne naloge in vloge ste odigrali v vseh teh letih. Za delo v ekipah prve pomoči so seveda potrebne številne ure vaj in priprav, ste že tudi sami tole omenili. Izvajate tudi prikaz temeljnih postopkov oživljanja, zato se seveda ves čas seznanjate z novostmi, se izobražujete, skratka, še nekaj na to temo. Tako, v bistvu se čez celo leto izobražujemo, kaj so novitete, spoznavamo, potem prikazujemo temeljne postopke oživljanja oziroma prikaze v vrtcih, šolah, potem jih prikažemo tudi v kakih krajevnih skupnostih in v Škernu, kot smo rekli, na kakih takih večjih tekmovanjih. Ja, potrebno je kar nekaj časa, volje, ampak mi smo ekipa, ki nam ne bo nikoli žal in smo vedno s srcem pri tem. Kot prostovoljka Rdečega križa skrbite za starostnike, invalide in druge osamljene na terenu. Delo starostniki vas izredno veseli, tudi službovanje v Lamprechtovem domu, kjer ste negovalka na domu, v bistvu opravljate to delo. Ampak predvsem kot prostovoljka. Kaj je tisto? Prostovoljka sem skupaj z ostalimi prostovoljkami iz Slovenske Konjice, kjer pomagamo starostnikom, invalidom in pomoči potrebnim na domovih. Vse smo nekje delamo v svojih širši ali ožji okolici, potrebuje razne pogovore, razne tudi mogoče kakšne usluge, da jih v trgovino pelješ ali kaj podobnega. Sem pa zelo ponosna tudi, ker sem zaposlena v Lamprechtovem domu, kjer službujem kot na terenu, pomoč na domu. Pravim, da imam najlepšo službo, koliko jih je, ker ni lepšega, ko prideš v topel dom, kjer potrebuje pomoč, se jim malo nasmejiš, malo dobre volje in nam pravijo, da smo sončki. Če se reče tudi, sončki tudi so okoli vas, ne? Je tako. Hvala lepa za tale kratek pogovor. Z nami pa je danes tudi prostovoljec, ki je v odgovorih dal prednost seveda damam. Gre za prostoferja Ivana Mehleta, najaktivnejšega prostoferja v naši občini. Naša občina se je pred slabimi 7 leti vključila v projekt Prostofer, ki omogoča starejšim osebam prevoz do nekih nujnih opravkov, po nujnih opravkih, na preglede v bolnišnico in še bi lahko naštevali. Prostofer je seveda v prvi vrsti namenjen tistim, ki ne zmorejo več uporabljati javnega prevoza. In gospod Mehle, do danes v slabih 7 letih ste prevozili malo manj kot 17.000 kilometrov. Opravili več kot 1500 prostovoljnih ur in nekaj več kot 400 prevozov. V letošnjem letu ste prostoferji dobili tudi nov avtomobil na bencinski pogon, ki ima daljši doseg od starega električnega vozila. Zdaj ni omejitev pri vožnjah, vozite lahko tudi do Ljubljane, Topolščice, skratka. Kako je biti, kaj vam pomeni biti prostofer? Hvala. Prostofer je poslanstvo, ki mi je zaupano vse od leta 2017.
prostofer lahko postane samo človek, ki je pripravljen deliti svoj čas z ljudmi, ki so pomoči potrebni. Bodi si, da živijo sami ali pa, da njihovi bližnji nimajo časa za njih, ker so preveč zaposleni. To, da so v večini starejši ljudje, ker rabijo poleg prevoza tudi pogovor o svojih težavah. Zato jim rad prisluhnem in včasih tudi kaj svetujem. Skratka, rabijo prevoz in pogovor z nekom, ki mu lahko zaupajo. Gospod Mekle je rekel, da najraje vozi, bistveno rajše kot govori. Še boste kaj dodali? Ja, bi še dodal. Projekt Prostofer mi pomeni zelo veliko, saj sem prav v tem projektu spoznal, kako nas potrebujejo starejši ljudje, ki nimajo lastnega prevoza ter so oddaljeni od javnih prevozov in rabijo na pregled v bolnišnico ali zdravstveni dom, morda pa samo v trgovino po nakupih. Kot ti ljudje ugotavljajo, da si zares pripravljen pomagati, te sprejmejo za svojega in se zelo navežejo na tebe. Zato vam bom povedal primer ene gospe z Belovske gore. Njo sem vozil skoraj vsak teden in to od samega začetka Prostoferja od leta 2017 pa vse do novembra leta 2021. Minila vse do leta 2021. Ta gospa se je zelo navezala, ker sem pač vozil nekje vsak teden, mogoče ne vsak teden, ampak na 2 tedna pa sigurno. In se je zelo navezala in ona je bila tudi pripravljena prevoz odpovedati, če jaz nisem mogel po njo. No in potem je prišel november 2021, ki se je gospa odločila za odhod v Lampretov dom. Seveda, gospa je stara že nekje okrog 86 let. In seveda takrat je povabila vse sosede in tudi mene na kosilo v neko znano gostišče v Slovenskih Konjicah. Jaz sem jo vprašal, zakaj pa mene? Rekla, ja, ti si moj človek, jaz tebe zaupam, jaz te imam rada in ti verjamem, zato si tudi deležen tega. No in to prijateljstvo je postalo tako veliko, da še jaz danes vzporedno obiskujem v Lampretovem domu. In pač se pogovorimo, kjer pač sedaj ona živi. Krasna zgodba. Poleg tega, da ste prostofer, ste tudi dolgoletni član Zveze šoferjev in avtomehanikov. Ja, res je. Prav tako sem od leta 2015 član ZŠAM Slovenske Konjice. V društvu ZŠAM prav tako opravljam mnogo prostovoljnega dela, kot so prvi šolski dnevi, kolesarski izpiti otrok, urejanje prometa na raznih občinskih preditvah, žur pod goro, pomagamo pri miklaževanju in Dedku Mrazu in spremljam tudi vsako leto vlakec, ki vozi od Božiča do Novega leta za otroke. Skratka, smo povsod, ki nas rabijo in nas povabijo, saj z velikim zadovoljstvom in veseljem opravljamo naloge, ki so nam zaupane. Vaše požrtvovalno delo so prepoznali mnogi. Lansko leto je bila vaša izjava na Radiu Štajerski val Iskra meseca ter v ožjem izboru za Iskro leta, kjer ste na koncu z vašo izjavo pristali na 2. mestu. V letošnjem letu ste prejeli tudi priznanje za požrtvovalno delo Društva upokojencev Slovenske Konjice.
Skratka, res lepe pohvale. Verjetno so priznanja, te pohvale, potrditev dobrega dela in spodbuda za v prihodnje. Ja, sigurno so. Lansko leto je Radio Štajerski val, pač imajo to oddajo in so me povabili oziroma nominirali za Iskro tedna. Potem v tej Iskri tedna sem pač zbral največ nominacij vseh, ki smo bili nominirani ta mesec in zato sem prišel v Iskro meseca. Prav tako se je glasovalo in spet sem zmagal v tem nominacijah za Iskro meseca. In seveda potem pač preideš v Iskro leta. Tudi tu so precej glasovali zame in nekje sem prestal na drugem mestu za vsemi drugimi, tako da so pač prepoznali, da pač delam dobro, ne. Prav tako je pa tudi Društvo upokojencev Slovenske Konjice v letošnjem letu prepoznalo moje delo in zato so mi podelili priznanje Društva upokojencev. Jaz bi lahko še lahko, bi se najlepše zahvalil gospodu županu za avtomobil, ki smo ga prijeli v letošnjem letu, ki je na gorivo in nimamo več električnega, kar smo imeli prej. S tem električnim avtomobilom smo naredili zelo malo kilometrov, ker ni bilo dosega. Nekje po zimi je bilo maksimalno okrog 60 kilometrov na dan, v poletnih mesecih pa mogoče tudi do 100, ne. Ampak to je bilo vse premalo in župan je prepoznal, da bi rabili pač drugi avto, na kar se je tudi odločil z vsemi ostalimi in prejeli smo ta avtomobil, ki ga uporabljamo zdaj in upravljamo ogromno več prevozov in nudimo pomoč občanom občine Slovenske Konjice, ki so tega najbolj potrebni. Prej 17 000 kilometrov, zdaj jih bo 100, sem prepričana. Ne, gospod Mehle? Čestitke, hvala. Ja, jaz verjamem, da smo mi samo delček, ne? 4 posamezniki, ki so ustvarjamo to prostovoljstvo v naši občini in seveda vsak na svojem področju, vsak s svojim srcem. Ne smemo pa pozabiti, da imamo seveda spodbudno okolje. Zato, to je zagotovo naša občina Slovenske Konjice, ki nam daje možnost, da lahko razparemo ta svoje srca in pomagamo tistim, ki so tega potrebni. Tako da hvala matični občini Slovenske Konjice. Mi pa obljubljamo, gospod župan, da se bomo trudili še naprej. Hvala. Z nami bi danes moral biti še en prostovoljec, izjemen človek z veliko začetnico, ki deluje kot prostovoljec na področju kulture oziroma organizacije prireditev. To je gospod Franci Ratej. Franci pomaga številnim društvom, zavodom, posameznikom, pomaga predstavljati in postavljati razstave, scene na odru, pripravljati prizorišča za poletne koncerte, tudi vse vrste drugih koncertov. Lepopisno izpisuje diplome, priznanja, izdeluje prelepe intarzije, ki jih prav vse brez izjeme podarja. V Veliki galeriji je trenutno njegova razstava, si jo boste lahko ogledali. In danes je dal prednost pred nastopom tukaj na odru prostovoljstvu. Po našem mestu trenutno postavljamo praznične smrečice, ki bodo decembra lepšale naše mesto, in Franci je nepogrešljiv član ekipe, ki trenutno pridno dela na terenu. Čeprav ga danes ni z nami, predlagam, da mu namenimo en velik aplavz, morda pa nas bo slišal na mestni ali stari trg. Franci, hvaležni smo ti za vso požrtvovalno pomoč, ki nam jo namenjaš. Tako da hvala Franci še enkrat. Tako, z današnjo prireditvijo smo vam želeli pokazati, da smo vam izjemno hvaležni za vsa vaša srčna in predana dejanja in da cenimo vaše delo, vašo iskrenost do soljudi.
Med iskrenimi ljudmi bo v nadaljevanju zapel Gašper Kušar iz Glasbene šole Slovenske Konjice, ki poje pod mentorskim vodstvom Andreje Obrul. Prisluhnimo Gašperju, nato pa vsi lepo vabljeni na zdravico v veliko galerijo Doma kulture. Lepe praznične dni vam želimo, polne ljubezni, iskrenih pogledov in medsebojnega razumevanja. Srečno ostane! Med iskrenimi ljudmi se nikoli ne zgodi, da zmaga laž. Pri vseh drugih pa velja, da je nekaj slabega, če preveč priznaš. In odkar ta svet stoji, so na njem živeli ti in ti. Človek bližnjega spozna, ko ga ta enkrat izda, do takrat pa malo veš. Med iskrenimi ljudmi so preproste vse reči, kot jasen dan. Se pa najde marsikdo, ki se zdi mu prepustil, če je svet obran. In če misliš tudi ti, da je dolg čas brez laži, pojdi raje z njo. Naj se z dnevom jutrišnjim med iskrenimi ljudmi zbudi. Med iskrenimi ljudmi so preproste vse reči, kot jasen dan. Se pa najde marsikdo, ki se zdi mu prepustil, če je svet obran. In če misliš tudi ti, da je dolg čas brez laži, pojdi raje z njo. Naj se z dnevom jutrišnjim med iskrenimi ljudmi zbudi. Naj se z dnevom jutrišnjim med iskrenimi